Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 7. april 2025. Z vami sem Mitja Sagaj. V nadaljevanju. Stop prehitri vožnji. Od danes do nedelje poteka vseslovenska akcija Hitrost, ki bo vrhunec doživela z maratonom merjenja hitrosti v sredo. Bili smo na kavi v 5 mestih v 3 državah, kje pijemo najboljšo kavo, po kakšnih cenah in kje je izkušnja najboljša. Večkrat nagrajena igralka Liza Marijina o tem, zakaj pa še biti pod okriljem Marije. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Pozor, poostren nadzor hitrosti po vsej Sloveniji. Od danes do nedelje poteka vseslovenska akcija Hitrost pod okriljem Agencije za varnost prometa. Gre za vsakoletno akcijo, rečemo je tudi maraton merjenja hitrosti, ki ga izvaja policija, v akciji pa bodo sodelovali tudi občinski redarji. Poudarek je na opozarjanju voznikov na usodne posledice prehitre vožnje. Ta namreč ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč s smrtnim izidom in tudi hudimi telesnimi poškodbami. Hkrati neprilagojena hitrost botruje 18% vseh prometnih nesreč. Ne le napovedi akcije Hitrost, tudi statistiki analize prometnih nesreč se je posvetila kolegica Elizabeta Planinšič, sicer urednica Črne kronike pri Večeru. Zdrav, Betka. Zdravo, Mitjan. Neprilagojena hitrost brez dvoma je problem v prometu, ne gre zgolj za statistiko, ki z realnim stanjem ne bi imela veliko skupnega. Botruje poškodbam in tudi smrtim. Zaradi neprilagojene hitrosti sicer res, da umre vsako leto manj ljudi, a vsaka žrtev je preveč. Kaj torej pravi statistika? Ja, v bistvu prehitra vožnja botruje torej skoraj polovici vseh smrtnih prometnih nesreč in pa tistim nesrečam z najhujšimi posledicami. Letos se je tako na primer zgodilo že 602 prometne nesreče zaradi prehitre vožnje, v kateri je umrl en udeleženec, 37 pa jih je bilo huje poškodovani. Lani na primer je zaradi prehitre vožnje umrlo 30 ljudi. In glede na to, da se število žrtev res da vsako leto znižuje na naših cestah, je pa ravno področje prehitre vožnje tisto, na katero vsi strokovnjaki opozarjajo, da imamo še veliko manevrskega prostora, da se da veliko narediti, kajti divjakov na naših cestah je vendarle še absolutno preveč. Če samo izpostavimo, mariborski prometni policisti so na primer v četrtkovem nadzoru ugotovili kar 243 prekoračitev hitrosti. Pa še to ni bil maraton, ne, pa še sledi. Ne, to ni bil maraton, to je bil samo enkratni nadzor. Dejstvo je, da v bistvu ljudje se še vedno premalo gledamo na to, v bistvu, da bi vozili dovolj varno in seveda dovolj počasi, preveč je še tistih, ki res vozijo prehitro. Potem so pa še tu rekorderji, skoraj vsak dan poročamo o kakšnem rekorderju, 200 plus km na uro. To pa je še en ekstrem verjetno, ki ga bo tudi nekako treba rešiti. Ali to ni tako velik problem kot tisti številni vozniki, ki vsi vozijo prehitro? V bistvu seveda tukaj se zdijo številke grozljivo. Če te napiše, da ti nekdo vozi 250 km na uro, je to seveda res velika številka. Ampak vendarle gre za avtoceste, ker je hitrost 130. V bistvu, če gledamo skupne statistike, avtoceste oziroma problem hitrosti na avtocesti še daleč ni tako velik, kot je recimo v naseljih. V bistvu nenazadnje je zanimivo, da so izpostavili na Agenciji za varnost prometa, kjer so zbrali podatke o merilnikih hitrosti, da je recimo v občini Žetale absolutni rekorder na odseku, kjer je omejitev 50 km na uro, vozi 149 km na uro. Nepredstavljivo, kakšna nevarnost je to za okolje, pešce in seveda druge voznike. Kakšne ukrepe lahko tokrat pričakujemo v akciji Hitrost? Bodo policisti in redarji hitrost merili na posebej kritičnih točkah, da potem ne bo spet očitkov, da gre zgolj za polnjenje blagajne? Zdaj za ta sredin veliki maraton, ki je v bistvu usklajen tudi z evropskimi inštitucijami, bo v bistvu seznam, kjer bodo stali radarji, objavljen že v torek, ker je to zdaj že praksa. Policija se namreč postavlja na stališče, da torej je njim končni učinek umiranje hitrosti. In dejstvo, da se ve, kje so postavljeni radarji, je včasih za njih dovolj, ker ljudje avtomatsko tam vozimo previdneje. Spomnimo se, nekaj let nazaj so bili veliki očitki o tem, ko so nekatere radijske postaje začele objavljati, kje vse stojijo radarji. V bistvu policija se tukaj postavi na stališče, da s tem ni nič narobe, ker v tem času lahko oni mogoče radar prestavijo že kam drugam, imajo v bistvu na 2 mestih tako rekoč umiranje hitrosti z enim radarjem.
Tako da v bistvu nadzor bo potekal sicer poostreno ves teden, ampak v sredo bo pa res ta maraton hitrosti, ki bo veljal za celo Slovenijo. Super, učinkovito. Torej, mednarodno raziskavo Trainline 2024 o stanju prometne varnosti v Sloveniji tudi omenjaš, ta je pokazala, da so kršitve omejitev hitrosti najpogostejše na cestah v naseljih, tudi to si malo že omenila, kjer hitrost presega kar 41% voznikov. Bo torej temu področju treba v prihodnje posvetiti še več pozornosti? Kako? Zagotovo, če pogledamo statistike o kršitvah s področja hitrosti, torej policija je letos do konca marca zabeležila že skoraj 30.000 kršitev. V celoletnem lanskem letu jih je zabeležila za 120.000, podobni podatki so bili tudi za leto 2023. 120.000 kršitev je ogromna številka in v bistvu je dejstvo, da se torej na tem področju da nekaj narediti. Seveda ne gre tukaj zdaj samo res za tiste, ki preveč močno pritiskajo na pedala. Včasih je pač torej tudi sneg na cesti ali ne vem, poledica ali karkoli. Dejstvo, da zaradi tega vozi nekdo prilagojen, ker pač hitrosti ne prilagodi razmeram na cesti. Tako da v bistvu niso vedno samo tableti, na katere moramo paziti, ampak tudi na razmere na cestah. Zagotovo je prehitra vožnja področje, kjer je v bistvu imamo še res dovolj manevrskega prostora, da bi v bistvu nekako trend te ugodne statistike, kaj se tiče žrtev na naših cestah, v bistvu lahko nadaljevali. Super, še nekaj dela za naprej. Za konec tudi o tem, da vsaka prometna nesreča v bistvu ni nesreča, pišeš. Zanimiva se mi zdi tole, da v sklopu akcije Agencija za varnost prometa skupaj z Zavodom Varna pot začenja tudi s kampanjo ozaveščanja o predlogu spremembe terminologije iz prometna nesreča v trk ali trčenje, kadar gre za posledico zavestnega, neodgovornega ravnanja, kar neka objestna, prehitra vožnja gotovo je. Zakaj je ta distinkcija pomembna? Pomembna je zaradi tega, ker seveda nekatere nesreče se zgodijo res samo splet okoliščin, pač neprevidnost, nenamenskost, karkoli. Seveda v primeru, ko pa nekdo sede za volan pijan, pod vplivom drog, ko res, tako kot smo se pogovarjali, divja, potem pa v bistvu nekako pristane na posledice, ne? In kot opozarjajo na AVP-ju, torej prometna nesreča ni nesreča v takem primeru, ne gre za nesrečo. In zato se nekako ta agenda, da bi se torej tem nesrečam ne rekla več nesreča, ampak trčenje, trk, kakorkoli drugače, torej da res ne govorimo o nesreči, se jim zdi pomembna. In v bistvu marsikje v Evropi je ta terminologija že usklajena, tako da se zdaj pri nas tudi začne v bistvu to nekako agenda, da se to pripelje nekako na plano, no. Super, še več številk in podrobne o tej tematiki v Večeru in na večer.com. Hvala, Beti. Hvala tudi tebi, lep pozdrav. Vonj po kavi. Ste se v nov delovni teden že pognali tudi s pomočjo skodelice kave? Ali veste, da Slovenci popijemo več kave kot Italijani in Avstrijci? Po podatkih, ki jih je objavil World of Statistics junija 2023, na prebivalca v povprečju popijemo 6,1 kg kave na leto, kar nas uvršča na 5. mesto na svetu. Pred nami so le Finska z 9,6 kg kave na prebivalca, Norveška s 7,2 kg, Nizozemska s 6,7 kg in Švedska s 6,5 kg kave na prebivalca na leto. Prehitevamo celo prebivalce Brazilije, sicer največje proizvajalke kave na svetu. Kolegica Sanja Verovnik se je podala na eno mini kavno turnejo in testirala kapučino ter espresso v Trstu, Piranu, Ljubljani, Mariboru in Zajrsbergu pri Gradcu. A ni gledala le na ceno, zanimalo jo je tudi, ali ob kavi postrežejo kozarec vode in dodajo piškotek ali bombon, ki naredi izkušnjo še bolj prijetno. In kavno popotovanje je začela v svetovni prestolnici kave, v nam bližnjem Trstu, kjer so prvo kavarno odprli že davnega leta 1748, mnogi Slovenci pa so prepričani, da se tam pije najboljša kava na svetu. Tam kava tudi ni poceni, a menda je vredna svojega denarja. V Piranu boste našli slovensko-italijansko različico kave, je pa lahko izkušnja prav posebna, če ob tem poslušate pogovor domačinov o tem, koliko rib se je zgodaj zjutraj ujelo v mrežo njihovega znanca. V Ljubljani, na primer, je Sanja izvedela tudi, kaj o kavi povedo Turki in kako jo pripravijo doma. V Mariboru pa odkrila, da je med Mariborčankami še posebej priljubljena bela kava. V Večeru in na večer.com preberite, katero mesto je zmagalo po ceni in katero po okusu. Jasmina Cehnar se je pogovarjala z večkrat nagrajeno igralko Lizo Marijino, ki jo širša javnost pozna iz televizijskih serij Reka ljubezni in Ja, šef.
Strokovna javnost pa jo ceni zaradi prepričljivo odigranih vlog v filmih Polsestri in Prasica, slabšalni izraz za žensko, za kateri je prejela Vesno. Ko sem jaz študirala, se je veliko govorilo o tem, da sama dramatika ima veliko več moških vlog že v štartu. Ne? In to mogoče danes jaz niti ne občutim tega, ker se mi zdi, da vedno več se dela avtorsko. Mislim, da nekako se mi zdi, da imamo ogromno dobrih ženskih igralk pri nas, tudi režiserke si omenila. Se mi zdi, da imamo svoje mesto, da je pač te ostanki patriarhata se absolutno še vedno čutijo. Ampak se pa stvari spreminjajo, in tudi ne bi kar zdaj vrgla vseh moških v en koš, ali pa da, mislim, se mi zdi, da tudi med moškimi se pač v bistvu prebuja to eno zavedanje enakopravnosti. Liza Marijina pove tudi, kako doživlja igralski poklic in kaj je bila najbolj nenavadna stvar, ki jo je storila za eno od svojih vlog. Spregovori tudi o tem, zakaj nekateri režiserji še vedno kričijo na sodelavce in kako bi se bilo treba spopasti z mobingom in nadlegovanjem v igralskih vrstah. Razkrije, zakaj simulira težavne paciente, v zelo osebnem pogovoru pa javnosti prvič razkriva, zakaj je spremenila priimek in zakaj pa še biti pod okriljem Marije, ter kaj je umirilo nekoč strastno kadilko, ki je težko spala. Celoten intervju preberite v Večeru in na večer.com. To je bil večerodnevni podcast Večer je zjutraj, 7. aprila 2025. Z vami sem bil Vitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večer je zjutraj. Se beremo in slišimo.